Živijo, Matjaž. Danes sva se dobila tukaj z namenom, da na kratko obeležimo na Inštitutu IPAL 60-letnico Jungove smrti. To je letos. In povej mi, zakaj ravno v tem času enakonočja? Zakaj je primeren čas ravno zdaj? No, jesensko enakonočje je en poseben čas. Čas ravnotežja med dnevom in nočjo in čas ravnotežja med življenjem in smrtjo. To je tudi čas, ko vsako leto Jungova družina odpre njegovo hišo v jezeru, ki jo je sam gradil. Podelil bi pač eno zadevo. Prosim. Pred 20 leti sem bil v tem času tudi sam gost Jungove družine, živel sem pri njih 4 dni. Skupaj smo tudi odprli to hišo za obiskovalce. Pomagal sem kuhati čaj. No, in takrat je bila gospa Helena Hrvni, je bila še živa in jaz sem bil gost pri njej doma in je podarila tudi knjigo za inštitut o Mariji. Torej ona dolgo časa delala s skupinami. Aha, to je prav njena knjiga? Njena knjiga, ja, je tudi posvetila našemu inštitutu. Ta gospa je Jungova hčerka? Takrat je bila, gospa je bila takrat še zelo dobrega zdravja, moram reči. Veliko mi je govorila o očetu in družini. To je bilo 24.9.2001. Da sem 4 dni prej sem pa ravno potoval s parnikom v Cirih in potem tam spet po 4 dneh nazaj. Ok. Ti si kot doktor psihologije in jungovski psihoanalitik se z Jungom ukvarjal veliko si ga raziskal. Kdo je Jung? Carl Gustav Jung je bil švicarski psihiater in kasneje tudi psihoanalitik Freudovega kova, Freudove šole in Freud je globoko cenil, ampak med njima je nastopila ločitev in razvil je svojo vejo psihoanalize. Zdaj, kar je manj znano ali pa kar šele ven prihaja počas, pa je njegova podoba Boga, ki jo je potem kasneje v svojih zbranih delih, ki so večinoma zdaj znana, sicer skrita in nekako izenačena in potisnjena v ozadje, ampak v njegovi tako imenovani rdeči knjigi pa je dvignjena na prvo in najbolj pomembno mesto. Ok. In kakšna je ta Jungova podoba Boga? Kakšen je njegov Bog? Ja, zdaj tako, Jung je na nek način skozi lastno potovanje odkrival, ne samo odkrival duhovnost, kot se pogosto napačno misli, ampak je predvsem prišel do izkušnje potovanja v globino, govoril o duhu globine, ki je deloval kontra duhu časa, torej kolektivu, nekemu kolektivnemu, tistemu, kar je trenutno sveto, v kolektivu, zapovedano, to je neke vrste kolektivna podoba Boga, zdaj govorimo o Bogu v filozofskem, ne v religioznem smislu. In je potem skozi to notranje potovanje, potovanje vase, se mu je nekaj zgodilo, kar je potem nekako ovekovečil v svojih pričevanjih in analizi v svoji rdeči knjigi. No, zanimivost te rdeče knjige je, da je izšla šele, mislim, da svetovni izid je bil leta 2009, slovenščini pa? 2015. Torej 2009 je izšla hkrati v nemškem in angleškem jeziku. Bil sem tudi na tej predstavitvi v Londonu. Tam sem tudi spoznal urednika Sonuja Šamdasanja, to je indijskega porekla. Človek, odličen šolnik, strokovnjak, ogromno je delal z Jungovo družino in potem so mu dovolili, da je to rdečo knjigo zbral, uredil, ker to je bila pač zbirka rokopisov na eni strani in na drugi strani ilustracij. Torej, vse te, ki jih je Jung sam risal. Ki jih je sam slikal. In takrat ga je zelo močno hrbet bolel, ko je bila predstavitev. In se je opravičeval, ker je tam na odru v Londonu, ker to je bil en gala dogodek, to je bilo 11. novembra 2009. In seveda teža, ki jo je nosil, je bila enormna. To brez dvoma, No, 2015 je pa išla v slovenskem prevodu in takrat je bila ena serija predavanj v Cankarjevem domu, eno je bilo tudi moje in bilo je ravno o tej podobi Boga,
Ampak ta podoba Boga je bila takrat tako na nek način nekaj novega, tudi zame, ta Jungova podoba Boga, ker je bila skrivana, bila je inkubirana, a ne. On je to 1913-1916 naredil, napisal na sliko in potem bo spravil v sef. In potem se je odločil videti eno drugačno pot, kjer pa je pravzaprav majčkeno pokrajšal te zadeve, ki jih je v okviru svojega, bomo rekel, metafizičnega raziskovanja odkril in jih pravzaprav postavil izključno v kontekst psihologije, psihe, zavesti, nezavednega, ampak v Rdeči knjigi je to en drugačen model. Se pravi, to sta dve dimenziji Junga. Tako, torej ti dve dimenziji Junga, to je neverjetno, kakšen kontrast med njima obstaja, ne, torej ta rdečeknjižna dimenzija Junga je podoba Junga, metafizika, filozofa. Ja, ta knjiga sem jo dokončala, sem začela brati, filozofska. To sta Jung filozof in Jung psiholog. Tako je, ne, torej tukaj imamo, v Rdeči knjigi imamo podobo Boga, a ne, ki jo je ločil od človeka. Torej, podobo Boga, ki jo je ločil od človekovega sebstva. To se pravi, to je nekaj, a ne, ker potem tudi kasnejši filozofi, zlasti denimo Boruto Šlaj, ne, govori kot o alteriteti. In tudi Jung je že na ta način prišel do podobe Boga, torej kot alteriteta in Bog kot alteriteta, to je antropološka konstanta vseh časov, dob in prostorov. Bog je vedno bil nekaj drugega kot človek. No, potem pa je, a ne, iz nekega razloga drugega, a ne, katerem lahko samo špekuliramo, v svojih zbranih delih to pokrajšal, pa je rekel, nič, jaz bom to predvsem psihološko in je izenačil podobo sebstva, torej človekove celote in podobo Boga in rekel, to je praktično eno in isto v empiričnem pogledu. Za znanstvene namene. Ja, pa tudi tako, a ne se vznemirjati zaradi tega. Medtem ko to v Rdeči knjigi je pa to ključ. Je pa to čisto nekaj drugega in zelo koncizno, precizno, ločeno, nenavadno lepo ločeno. Človek in njegova podoba Boga. Ta nova odkrita podoba tudi Junga s tem, a ne? Z Rdečo knjigo se je tudi pokazala neka nova podoba Junga. A ga to zdaj za ta čas mogoče bolj aktualizira še bolj? Ali se ti zdi, da je dovolj aktualna že samo njegova psihologija? V čem vidiš aktualnost Junga za današnji zelo zahteven čas? Ta njegova podoba Boga, rdečeknjižna podoba Boga, zlasti individualna podoba Boga, ker on loči najprej to kolektivno podobo Boga, ki se jim moramo ukloniti in se jih pokoriti. Ne moramo iti kontra kolektivu kot tako, ker vse počesti, vse zanač in tako naprej. Ampak je treba to individualnost počasi izgraditi, z delom na sebi. Torej, ta razlika je nekako do zdaj v glavnem bila obravnavana znotraj jungovskih krogov, ampak ti jungovskih psihoanalitičnih krogov, ki pa pravzaprav niso tako občutljivi na to razliko med sebstvom in Bogom. Tako da v bistvu neko filozofsko raziskovanje Jungove podobe Boga se šele odvija. Je pač področje, ki ga filozofi, bom rekel, še nismo do konca odkrili, popisali, ovrednotili, postavili ob bok drugim podobnim razlagam, kaj je Bog modernega človeka, Bog novoveškega človeka, Bog v filozofskem smislu, ne toliko Bog, seveda v religioznem smislu, ta je že ves čas isti in že 2000 let. Ampak očitno so filozofi to filozofsko Jungovo vrednost videli že prej, ker recimo v času mojega študija ali pa izobraževanja nasploh, bom rekla, sem jaz za Junga zvedla prek filozofije, ne pa psihologije. Torej veliko, torej ta njegov psihični sistem, ki ga je razvil in opisal v zbranih delih, je jasno, da poka po šivih, noter so stvari, kot so arhetipi, koliko nezavedno, in ko to dobro razmislimo, vidimo, da to mogoče tudi niso psihične zadeve. Torej, arhetipi morda sploh niso stvar kolektivnega nezavednega, ampak so mogoče ena druga kategorija, ki res pritiče eno drugemu, lahko bi rekli, o tem tudi sam veliko pišem, bolj polju intuicije ter intuitivnemu kobitu. O tem bom najbrž prihodnje še več slišal, s tem se zdaj ukvarjaš, to zdaj raziskuješ, a ne?
Zakaj pa, tokrat smo že rekli Jung, jungovska veja, jungovska psihologija, Jungova šola. Jung sam pa ni hotel, da bi se ta njegov pristop po njem imenoval. Zakaj Zdaj, to ni bila neka kaprica, o tem smo se tudi veliko pogovarjala z njegovo hčerko in tudi z njegovima vnukoma. To ni bila neka kaprica Jungova, ampak Jung je poznal nevarnosti imitacije. Torej, vedel je, da v bistvu vsak resničen razvoj človeka kot posameznika ne more biti imitiran. In da ko se pravzaprav skopira to njegovo doktrino, njegovo znanje, obstaja nevarnost imitacije. Zato je prosil, da ne bi se jungovstvo imenovalo pod njem. Ni bil uslišan. Tudi še, ko je bil inštitut ustanovljen, ni nikoli prestopil praga Jungovega instituta. In se je pravzaprav, on je pač smatral, da bi moral vsak najti, da se mora vsak terapevt, vsak zdravitelj, vsak, ki dela z ljudmi, najprej naučiti vseh tehnik, ki se jih lahko nauči, potem pozabiti na to in s človekom sedeti pač, kako ve in zna, ena na ena. Pravzaprav ustvariti svojo metodo. Ja, no in seveda ta metoda, ta nevarna metoda, ki je bil posnet tudi film, ki je bila nevarna tudi za Freuda, zaradi katere sta se potem tudi ločila, je potem nekako postala hermetična v jungovskem gibanju, tako imenovane jungovske veje psihoanalize, ampak ta drugi del Junga, ki ga jaz proučujem, se zelo intenzivno, je pa ta Jungova podoba Boga, rdečeknjižna podoba Boga, ki pa je pomembna tudi metodološko. A tudi za metodo IPAL? Zlasti za metodo IPAL, ki smo jo razvili na institutu IPAL in ki temelji na kozmologiji, torej na ustvarjanju lastnega kozmosa. Torej, lastni kozmos je treba ustvariti, tako, da o njem razmišljaš, da o njem čutiš, da o njem intuitiraš, da greš v neko notranje potovanje, da to potovanje narediš in da na koncu prideš ven z nekim novim znanjem. In Jung, če beremo Rdečo knjigo, vidimo zelo lepo, kako je on polagal temelje temu individualnemu potovanju, ko je ugotovil, da se je pravzaprav treba na začetku tega potovanja ločiti od identitete s kolektivnim človekom. To se pravi, ti kolektivni predpisi, kolektivni vzorci, kolektivne poti, vse to, kar je predpisano in kar je moderno, zapovedano in včasih tudi kaznovano, vse to mora biti, ampak obstajati mora poleg tega še individualna pot. Kakor veš in znaš, moraš, bi rekel, počastiti kolektiv, ampak hkrati tudi izvesti ta spust v globino, tako imenovanemu najnižjemu, najnižje, najneznatnejše, najbolj navadno in tam pobrskati za svojo klico, za svojim kalčkom individualnosti in iz te individualnosti se potem rodi ne samo človek kot individuum v nekem novem odnosu do kolektiva in njegovih predpisov, ampak tudi njegova individualna podoba Boga. In zdaj, tukaj še ena zadeva, to je kozmogram, ki jih je Jung tudi vneto risal, to je položaj planetov zodikalnega kroga v času individuumovega rojstva in seveda tudi to ni več skrivnost, da je Jung dolga leta risal kozmograme, rojstne kozmograme za vsakega pacienta, ki ga je imel. Torej, to neumorno računal na roke in potem še risal in s tem v bistvu proučeval. Torej, seveda tudi v metodi IPAL je to nek individualen zemljevid človekovega razvoja. Torej, se pravi, arhetipski zemljevid, torej, potovanje vase zahteva sicer stik s seboj, sanjami, z aktivno imaginacijo, kaj naredimo v tem življenju, ampak tudi z zemljevidom, ki ga kaže kozmogram. In ki se ga je treba naučiti brati. Ki se ga je naučiti brati in ki ni nekaj... Kompleksno učenje. Ja, in ki ni nekaj zapovedanega, vnaprej napisanega, ampak ga je treba odkriti svojim kogitom in ustvariti. Torej, ustvarjajo se vsi v tem modelu, človek, njegov kozmos, podoba Boga in tudi svet, drugače zgleda, ko pridobimo neko znanje o sebi. Torej, to pridobivanje znanja o sebi je tista kraljica
ki se ji tudi lahko reče Jungova podoba Boga, ne, ki je tako pomembna potem tudi za človekov lasten razvoj, preseganje svojih kompleksov, pa na koncu tudi za boljši odnos s kolektivom. Še nekaj bi za konec vprašala, ker mi je bilo to zelo zanimivo, ko sem ugotovila, da tudi Jung v svoji Rdeči knjigi na koncu pride do tega, da je nekako srednja pot tista prava. To je neka taka univerzalna ugotovitev. Jaz jo poznam iz budizma, iz taoizma, tudi v zahodnem koncu sveta obstajajo razni pregovori na temo srednje poti in to. Kako pa Jung vidi to? Kako on opiše, kaj je zanj srednja pot? Torej, srednja pot pomeni, ko si opravil neko globinsko potovanje, po svojem podzemlju, da tako rečem, se srečal s svojimi problemi moči, strasti in preobrazbe, potem, ko se je oblikovala neka podoba Boga, kaj je življenje v svetu in kaj je tisto najbolj pomembno, se pride spet na površino in takrat smo na sredini, spet živimo na površini, spet živimo navadno življenje. Življenje slehernega smrtnika, torej spet se živi tisto običajno navadno življenje, ampak zdaj seveda drugačen, v povezavi z najnižjim, in v povezavi z najvišjim. To je to na kratko. Okay. Zelo uravnoteženo za tale eno čas enako nočja. Tako da, Matjaž, hvala. Prosim, z veseljem in srcem.